Pozdravljam predstavnike krajevnega odbora Nove slovenske zaveze v Rovtah, svojce žrtev, cenjene goste in vse zbrane pri današnji sveti maši. Spominjamo se vseh žrtev vojne in povojnih pobojev, še posebej pomorjenih rojakov iz naše župnije. Molimo, da spomin nanje ne bi zbledel, ter da bi se v našem narodu krepili resnica, odpuščanje, sprava in mir. Da bomo svete skrivnosti vredno obhajali, se zazrimo v svoja srca, obžalujmo svoje grehe in prosimo Boga odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in nam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil, v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zelo prosim Sveto Devico Marijo, sam me in svetnike in tudi vas prosite zame pomagati grešečega človeka. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
To je govoril Gospod, upravniku dvora Sodnu. Vrgal te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eliakima, Hilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskih prebivalcev in Judovih hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše. Ko bo odprl, ne bo nihče zaprl. Ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta. To je Božja beseda. Господь,
je spraševal svoje učence, kaj pravi ljudje, kdo je sin človekov. Rekli so, eni, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prorokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blagor ti Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razumela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in petelska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Tedaj učencem naročil, da nikomu ne povedo, da je on Kristus. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bog je dober dan, drage sestre, dragi bratje, drage Slovenke, dragi Slovenci, vsi, ki ste prišli na tale slovesni dogodek, ko se spominjamo 81. obletnice povojnih žrtev in seveda vseh tistih žrtev, ki so izgubile zaradi kateregakoli totalitarizma svoje življenja pred vojno. Hvala, ker vam je manj. Hvala, ker vam ni vseeno. Danes torej obhajamo Evropski spominski dan na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov 20. stoletja. Trije so najbolj znani. Vsi trije so bili socialistični, zaznamovani s to osnovno idejo. Fašizem, nacizem in komunizem. Nedaleč od Rod je bila meja, kjer se je slovenski narod moral biti prisiljen razdeliti na dve coni. Eno pod Italijani, kjer je bil fašizem, druga pod Nemce, kjer je bil nacizem. Že med vojno se je na teh področjih in v celi naši domovini doživljalo tretji totalitarizem, to je komunizem, in po vojni še toliko hujšega. Rote so dale veliko žrtev, veliko neposrednih žrtev. Veliko teh potomcev je tukaj v cerkvi, morda do zunaj, verjetno nekateri odsotni. Tudi mnogi drugi slovenski kraji so bili morda malo manj številno, vendarle prav tako zaznamovani z totalitarizmi med vojno, slednjim s komunizmom pa toliko bolj. To so bile neposredne žrtve, na katere nikoli ne smemo pozabiti. Dobršen del jih že ima dostojen grob, zlasti tisti, ki so bili pobiti med vojno. Nekateri, ki so bili po vojni pobiti, še čakajo v kakšnih pričah, nekatere bo treba še izkopati, vendar sem prepričan, da v našo domovino in državo prihaja počasi čas, ko bodo vsi naši pokojni predniki, žrtve kateregakoli totalitarizma na slovenskih tleh, dobili dostojen grob z imenom in priimkom, tako kot je temeljna civilizacijska odlika. Vsi trije sistemi niso slonili na veri, ampak na neveri. Ali pa na veri v nekaj teistične, bom rekel to splošno vrednoto. Ko gledamo namreč zgodovino vojskovanja nazaj, vidimo, da so vse padle, vse žrtve, lastne in nasprotnikove, pokopavali v individualne, samostojne grobove in na njih postavili znamenja njihove verske pripadnosti
napisali ime in priimek, letnico rojstva in letnico smrti, tako kot se civiliziranim narodom spodobi. Tako je bilo vse do konca prve svetovne vojne splošno. Zato so naši predniki, naše fante, ki so umrli v Galiciji, ali pa kje drugje, v času prve svetovne vojne, lahko mirno zaprosili in še nekaj seveda žrtvovali in so jih lahko pokopali na domače pokopališče, ker so vedeli, ki so tam pokopani. Tudi po drugi svetovni vojni je bilo delno še tako, ampak predvsem na zavezniški strani. Na strani Američanov, Francozov, Angležev, na drugi strani pa tega ni bilo. In pri nas je bila ena ideologija, ki je seveda skušala svoje temeljne drže močno skrivati, to je držo revolucije. Zato je bilo toliko neposrednih žrtev med vojno in po njej, ampak danes bi pa rad poudaril še neko drugo obliko žrtev, ker moramo stopiti globlje. O vseh bolečinah, ki jih imate tukaj v Evropah in še kje po Sloveniji, potrdite zaradi smrti svojih prednikov, za nekateri ste zgodili očete, drugi brate, tretji sestre in ste mnogi tudi moči vere zmogli prerasti to svojo bolečino, dozoreti in odpustiti. Danes bi se rad malo dotaknil posrednih žrtev, ker teh je bistveno več. In s temi posrednimi žrtvami totalitarizma, ki je na koncu druge svetovne vojne pri nas zmagal, je zelo zaznamovano naše narodno telo, tudi cerkev. To so drže, ki smo jih morali, ali pa smo jih sprejeli, ali pa so jih morali sprejeti naši predniki in smo z njimi v dobršnem delu zaznamovani še danes. Mnogi so namreč morali skrivati svojo vero, svoj svetovni nazor, ne samo učitelji. Tudi mnogi, če so hoteli v službi narediti kariero, v čisto navadni proizvodni tovarni, so se morali vsaj na zunaj odpovedati svoji veri, svojemu prepričanju, se udiniti sistemu in svoje otroke krščevati na skrivaj ali pa v drugih župnijah. In kaj je bila posledica takih drž? Da so otroci videli njihovo držo, da so se prilagodili zato, da bi lažje preživeli. Njihovi otroci so naredili samo še korak nazaj, pa so videli kar korak naprej v držah, kakršne so videli pri svojih starših. In so samo še dali otroke krstiti, občasno so šli še v cerkev, tretja generacija je že vse pozabila. Pa so obdržali eno držo v vrednosti, eno življenje v javnosti, drugo življenje doma. In to je velik problem neposrednih žrtev našega komunizma, s katerim se še nismo soočili in ga ne upamo prav poimenovati. Poznamo tudi druge še žrtve, seveda posrednje, tudi take, ki so, čeprav so bili otroci, morda celo komunistov, pa so iskali resnico, ko so prebrali kakšno knjigo, so morali biti zaprti, to kot naš pisatelj Drago Jančar in še podali. Veliko teh drž in tega stanja našega duha je zaznamovano s tem komunizmom, v katerem smo živeli nekaj desetletij. Včasih nekateri trdijo, kako pa to, da smo Slovenci, oziroma se sprašujejo, kako to, da Slovenci smo bolj zaznamovani, Poljaki pa manj. Vam bom povedal odgovor s pomočjo enega Američana. Pravzaprav Angleža, ki je pozneje živel v Ameriki. Imenoval se je Charles Lindsay. Bil je častnik za zveze skupine OSE, ko je bila angleška specialna enota,
ki je pošiljala častnike za zveze na okupirana področja. In v Slovenijo, v 4. operativno cono, to je približno tam, kjer je danes recimo severo-zahodno od Celja, tja Logarska dolina, pa tja proti Slovengradcu, pa tisti del Koroške, tam je on deloval. In on je zapisal knjigo svojih spominov z naslovom The Beacons in the Night. Recimo temu baklje ponočja, pa znamo. No in na tej knjigi spominov, ki so šli v začetku 90 let, pripoveduje takole. Mislim, da bom skoraj to besedno citiral. Slovenci so drugi narod na svetu takoj za Rusi, ki so doživeli uspešno komunistično revolucijo. In to je zapisal koncem leta 1944. Obstaja tudi slovenski prevod te knjige. Išel je na fakulteti za družbene vede, v katerem tega odlomka ni. Zopet en vidik posredne zaznamovanosti slovenske duše, slovenskega človeka, ki se noče, ne upa, morda tudi ne zmore soočiti s stanjem zgodovine, kakršna je pač bila. In zato bi na tem kraju, sestre in bratje, kjer se tako redno spominjate teh neposrednih žrtev, se pravi žrtev med vojno in povojnih odbojev, prosil se vas, tudi kot duhovnik, da naredimo še bolj jasen pogled v svojo narodno zgodovino. Pogledamo vse, s čimer smo zaznamovani zaradi tega sistema totalitarnega, zlasti tretjega, komunizma, ker zgodba se še nadaljuje, še ni končana, in naredimo eno močno odločitev, da bomo sodelovali zavestno z vsem srcem, z vso zdravo pametjo in z vso odločenostjo, da bomo vse, kar je bilo starega v narodnem telesu, začeli poimenovati s imeni, kakršnim je pač treba poimenovati, in začeli pisati novo zgodbo zgodovine. Zgodbo, ki jo ne more pisati nihče izmed drugih, če ne bomo pisali. Če bomo pustili pisati drugim, jo bodo pisali tako, kot so prej povedal na temo prevoda. Postaviti se moramo po konci kot Slovenke in Slovenci, kot državljani in državljanke te samostojne in demokratične in suverene države Slovenije in povedati zgodbo tako, kakršno je. Ampak brez jezik, brez predsodkov, brez sovraštva, brez samopomilovanja. Pred leti sem bil govornik pri maši na podobni slovesnosti, kot imate vi, pa v Šentjošku. Potem je pristopil k meni eden od možakarjev srednjih let, recimo 50-ih. Govoril sem, kako moramo mi odpustiti, ker imamo milostno prednost. Milostno prednost. Kot vernik. In je prišel k meni, potem in rekel, Gospod, jaz ne moram odpustiti. Sem mu rekel, si že na poti odpuščanja, ker ti ni vse. Boš odpustil. In ko boš odpustil, boš svoboden. In ko boš svoboden, boš razumel tudi druge in boš pomagal tudi drugim v okolici in boš naredil vse, kar je potrebno, da bo narod da bo prihodnost našega slovenskega naroda bolj vesela, bolj sproščena, bolj polna, bolj radostna, da bo res dežela svobodnih ljudi. In ko tako razmišljamo, vas hkrati tudi prosim in vabim, da ne spregledamo vsega tega, kar se še pri nas v našem narodnem telesu vleče vse iz časov med drugo svetovno vojno, po njej in vseh časih bivše države, v katero smo bili
Slovenci partnerji živeli. Da se zavedamo, da ta sistem še vedno deluje. Še vedno se skriva, še vedno nas vleče za nos, še vedno se preigrava z besedami, s katerimi nas hoče prinesti okrog in doseči svoj cilj na drug način. Bom povedal en primer, tako nazoren, ker to so odlični manipulatorji besed, iz prevračanja pomena besed. Pred drugo svetovno vojno je beseda tovariš pomenila najboljšega prijatelja, zaupnika, človeka, za katerega bi ti dal svoje življenje in on za. To je pomenilo biti tovariš. Oni so to besedo sprejeli in vemo, kaj so iz nje naredili. Tovariš si bil samo, če si bil njihov, delal in mislil tako, kakor oni. Če resi, vemo, kaj si zaslužil. In zgodba spreminjanja pomena in vsebine besed se nadaljuje. Poznamo, kaj se dela s pojmom družina, poznamo, kaj se dela s pojmom spol, poznamo cel kup stvari in dogodkov, v katerih se ta sistem še vedno trudi porušiti tisto, kar vemo, da je evropsko družbo, našo slovensko družbo držalo vaš čas po koncu. In tudi mi verni smo, ne da bi hoteli verjetno, v svoje odnose spustili njihovo izraz. Mene kot duhovnika zelo pogreje, ko slišim kakšnega moža, za katerega vem, da je tudi cerkveno poročen in da ima skupaj svojo edino ženo 3, 4, 5 otrok, ko mi predstavi svojo ženo kot mojo partner. Partnerji so v poslovnem svetu. Vi, možje, imate svoje žene. In vi, žene, imate svoje može. In ponosni bodimo. Povedal sem samo en tak banalen primer, da boste začutili, kako smo začeli opuščati tam, kjer smo nekaj. In ko torej prosimo Boga za našo domovino, se spominjamo vseh neposrednih in posrednih žrtev druge svetovne vojne in po njej komunističnega sistema, se zahvalimo za njihovo žrtvo in se iz njihove žrtve nečesa naučimo. In začnemo gledati na zgodovino na način, kakršen je potrebno gledati z resnico, odpuščanjem, da bomo zaživeli kot narod, ker bodo posamezniki svobodni in bo svoboden narod. Tako misli, kako misli. In bodimo pozorni na majhnih stvari, v katerih izgubljamo svoje vero. Smo moški, smo ženske, ste očetje in ste matere. Ste možje in ste žene, ste fantje in ste punci, in smo Slovenke in smo Slovenci. No, nekateri imamo še ta dar, da smo tudi tudi to je. Človek bi si želel, da nas je če dalje več. Včeraj je na hitro prišel na obisk Načkov Zore, ker je šel iz slovesnosti dol, ko so imeli na Tolminskem ponovati na Mrzlem vrhu. Zdaj sem jaz zaradi slaba vremena kar v Tolminu in je prišel in je rekel, a veš može, da letos ima pa naša škofija 10 kandidatov za propedevtični letnik bogoslovja. In se s takim veseljem nasmejal. Odpirajo se torej znamenje upanja. Ker tudi še cerkev mora narediti tisto, kar je morda pozabila narediti v zadnjih 80 letih ali pa delala premalo intenzivno. Tako da prosimo za slovenski narod in za cerkev na Slovenskem,
Verujem v enega Boga, ki je začeta rojen vse smeti in je Bog Boga, luč od luči, pravi Bog od starega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel v teles in se v telesu posvetil Duhu iz Marije Device in postal človek, ljubeč približan za nas, pod koncem Pilatom je trpel in bil položen in tretji dan je mrtvih vstal, ob pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel staviti svojih življenj mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in vzdelnega duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in eno osebo, katoliško nasodo osebo, priznamo krst, požanje grehov in pričakuje vstajanje mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, Gospod Jezus Kristus je svojo cerkev postavil na skalo apostola Petra in obljubil, da je peklenska vrata ne bodo premagala. Zato ga zaupno prosimo. Gospod, v tvoji dobroti smo zrasli na tem koščku zemlje. Pomagaj nam, da jo bomo cenili in vrednotili. Zato upojemo. Prosim, te posreši nas. Bogi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ta prostor je utkan veliko trpljenja, žrtev, mož in žena, ki so darovali svoje življenje. Nanje naj bomo ponosni in hvaležno za to pojemo. Bogi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Lepota naših gora, planin, sinje morje, zaklasenela polja, vinorodne gorice, prelesni gozdovi. To je tvoj dar, Gospod. Tudi to je naša domovina, zato jih pojemo. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Otroci, mladeniči, mladenke, detki in babice, možje in žene, Gospod, zanje te prosimo. To so naša domovina in zato pojemo. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Vse, kar si nam podaril v svoji ljubezni, je le predokus večne domovine, kamor nas usmerjaš. Tudi večna domovina je sestavni del naše domovine. Zato radostno pojemo. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Gospod Jezus, pred te prihajamo s številnimi željami, prošnjami in stiskami za našo domovino, za cerkev na Sloveniji. Utrdi našo vero in nam daj, da bomo hvaležno sprejemali, kar te prosimo, ki živiš in kraljuješ vekovaj. Amen. Mili
Prav tako je po večerju zaključil, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel:
ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh pobitih, na kateri danes molimo, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje odličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devito Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Božitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Mislim, sestre, brate, da ne bom naredil narobe in da mi tudi Jezus ne bo zameril, če se bo malo tole besedno poigral za našim evangelijem. Jezus je učence vprašal, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeka. In so mu naštevali nekaj razlogov. Tako tudi mi vemo, če nas da vpraša, kaj pravijo ljudje glede stanja v Sloveniji. Vemo, kaj menijo drugi. Vemo, kakšne so njihove države. Ampak tako kot je Jezus vprašal potem apostole, kaj pa vi pravite, kdo so? Je pa Peter prav govoril, ker je imel srce in razum odprt za resnico. In pravi Jezus, to, da si rekel, da sem Božji sin in Kristus, ni prišlo od tebe, ampak je prišlo od nebeškega očeta. A so naše misli Božje, sestre in brate? A so navdihnjene od Boga? Ali odsevajo ljubezen? A dovolimo Gospodu Bogu, da nas razsvetli naše srce, naš razum, naše poglede na vse, za nazaj, za sedaj in tudi naprej. Svojo mislijo, z mislijo svojega svetega duha. Molimo, da bi bilo tako, kot skupaj zahodno. So
greha, da bomo v svoji moči premagovali nemir in skušnjave, ko polni trdega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Hvala je kraljestvo, tvoje oblast in slava in amen. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej prosimo na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi je v miru in je vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Na tem mestu, sestre in bratje, si ponavadi podamo roke in si zaželimo obilje Kristusovega miru. Kristusov mir si delimo primašno. Ljudje, ki smo ga sposobni iskreno podeliti, lahko pa svi v žepu. Bog pa vidi v srce, smo slišali Evangelijo. In če smo pristni, in če smo sproščeni pred Bogom, tako kot je Natalija mala punčka, ki je ležala še pol minute nazaj in se videl, da je oče tudi sproščen in da oba uživata, ker je to dobrostvo cerkve. Če smo torej pristni pred Gospodom, če smo pristni in iskreni do samega sebe, potem vidno pristno in iskreno tudi delujemo. To je krščanska drža, tako drža Bog od nas pričakuje. Iskreno drug drugemu podelimo Kristusovi.
in posodilali za mir in spravo po Kristusu našem Gospodu. Še iska oznanila, najprej godovi v tem je pred nami. Jutri Natanel je apostol goduje, v torek Ludvik 9. francoskih dan, v sredo Aleksander Mučenec, v četrtek Monika, mati svetega Avguština, v petek Avguštin, škofni cerkveni učitelj, v soboto je praznik mučeništva Janeza Krstnika, prihodna nedelja bo 22. med letom, Feniks, Srečko, Mučenec, Pavluje. Maše v tem tednu, v ponedeljek zvečer, prvi namen za pokojnega Janeza Jereba, rote 102a, ter drugi namen za pokojnega Jožeta Trevna, oblekna rote 4. V torek zvečer, prvi namen za pokojno Jožeto Trpin, oblekna rote 126, ter drugi namen za pokojno Jožeto Istenič, rote 126. V sredo zvečer za pokojno Terezijo in pokojne Silcove, oblekna, Kovec 11. Tudi v četrtek bo maša zvečer ob 19. v zahvalo za 60 let življenja. V petek zvečer za pokojnega Marcela Hrvatska oblekna, rote 5, prvi namen, ter drugi namen za pokojne starše, sestre in brata Križaj, oblekna, rote 85. Ter v soboto zvečer ob 7. za pokojno Minko Treven, oblekna, Petkovec 11. V nedeljo zjutraj za žive in pokojne Župljane, ob 10. pa za pokojno Marijo in Antona Jereba, oblekna, Petkovec 40. Hvala za darove, ki ste jih namenili za župnijo. Obisk starejših bo že ta teden, v petek, 28. augusta. Prosim, da jih obvestite. Člani novega župnijskega pastoralnega sveta bodo v župnijskem občestvu predstavljeni prihodno nedeljo 30. augusta pri sveti maši ob 10, ko bodo prejeli tudi potrdila o imenovanju. Zahvaljujemo se jim za sprejeto službo in jih priporočamo molitev. Nova številka Farnega glasa in revije Prijatelje na voljo. Ta teden smo zaključili tudi oratorij. Iskrena hvala vsem, ki ste pripravili in podprli letošnji oratorij. Prva in posebna zahvala gre animatorjem ter voditeljici Moniki, ki ste s svojo predanostjo, ustvarjalnostjo in potrpežljivostjo in veseljem poskrbeli, da so otroci doživeli lepe in nepozabne dni. Hvala tudi vsem dobrotnikom, ki ste oratorij materialno podprli, ter vsem, ki ste ga spremljali s svojimi molitvami. Vsak vaš prispevek je pripomogel, da je oratorij lepo in uspešno potekal. Bog povrni vsem za vaš čas, trud, dobroto in molitev. Pa še ena zahvala, specifikum za rote, ob smrti in pogrebu naše drage sestre in tete Jožete Istenič se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem. Hvala vam za vašo pomoč, darove ter molitve za pokojno. Zahvaljujemo se gospodu Bošnjaku ter svetičarni Anja za pogrebne storitve, gospodu monsignorju Antonu Trpinu za sveto mašo in pogrebni obred ter pevcem in ministrantom. Hvala vsem zaposlenim v domu Marije in Marke Lodatec, kjer so za pokojno Jožeto skrbeli zadnja leta. In hvala vsem, ki ste jo poklopili in jo pospremili na njeni zadnji poti, njeni domači. Tako pozorilo zdaj za pomaši, torej vsi smo lepo povabljeni, da gremo ven pred cerkev, tukaj na dvorišče, kjer se bo nadaljevala spominska slovesnost s prošnjo in spominom za vse naše pokojne. Potem pa ste povabljeni tudi, da se še zadržite tukaj pred cerkvijo, ker so pripravili še eno tako pogostitev. Lep dan še naprej. Gospodu Želej, želimo za jutrišnji god vse najboljše, da boste pozabili na naših
pričevanj duhovnikov, ki so preživljali medvojna, povojna leta in so preživeli tega do 90 večina in reče umrli. In eden izmed njih, mislim, da je gospod Čena, je zapisal v svojih pričevanjih takole, ko ga zasliševal ali gospod Ribičiča, zdaj Porota, se ni pomembno, eden od teh dveh je bil, je rekel, kako ste duhovniki tako neum, da se cerkev bo tako propadla in bomo uničili. Čez 20 let cerkve ne bo, samo še kakšen duhovnik, morda bo pa še tam v Naftalinu muzeju. No, v Poljavah se vidim eno Franko, da ona bo že slišala. V Poljavah so cerkev 54 leta porušali, zdaj, ko sem jaz prišel zaradi poplav, samo po začasno živeli v muzeju. Jaz sem 2 leti živel v muzeju. Napoved je v teh dveh mož je bila resnična, ampak sem polovici. Zapravo, duhovnik je bil v muzeju, ampak ne v Naftalinu, ampak živ. Rekli, danes smo slišali, da je cerkev nepremagljiva, je ne more uničiti nobeden. Ne vodič, ne ljudje. In to vidimo in vemo tudi v zgodovini našega naroda. Tako da je tako je naš narod katoliško cerkev država po koncu. Da naše prve pisatelje, pesnike in tako dalje. In tako je tudi v prihodnosti. Če bo naš narod veren in katoliški, bo obstal. In bo življenje, in bo pesem, in bo radost. In naj tako bo. Gospod z vami, blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh.